Situacija. Neki ste bolni, greste zdravniku, ta vas pošlje v laboratorij, tam date kri, pa dobite list z enimi številkami in črkami. Ok, kaj pa zdaj to pomeni? Zdravnik ve, kaj vam je in vam bo tudi verjetno znal pomagati. Ampak kako pa sami preberete laboratorijske izvide? Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings. Živjo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus. Kot vsako nedeljo vas bova tudi to probala nekaj novega naučiti in danes kako brati laboratorijske izvide. Če ste torej med tistimi, ki si radi vsaj enkrat letno malo pregledajo kri, potem je dobro, da znate laboratorijske izvide tudi prebrati oziroma jih razumete. No tukaj vam bova pomagala midva. V današnjem videoposnetku boste izvedeli, kako brati laboratorijske izvide, predstavila bova pa tudi nekaj najpogostejših markerjev in kaj ti pomenijo. Ok, v roke ste torej dobili en papir z črkami pa številkami. Nekatere stvari so precej tako straightforward, enostavne in jasne, naprimer holesterol, ki ga vsi poznamo. Se pa lahko zakomplicira pri nekaterih kraticah, oznakah, referenčnih vrednostih in podobno. In dajmo najprej pogledati tale izvid in ga razdeliti na manjše enote. Vsaka razpredelnica na izvidu predstavlja svoje področje. Začeli bomo s hematologijo. In tukaj imamo zapisane vrednosti vaše krvne slike. To sliko sestavljajo rdeče krvne celice oziroma eritrociti, bele krvne celice oziroma levkociti in pa krvne ploščice oziroma trombociti. In kaj pomenijo posamezne vrednosti? Če imate visoke levkocite in trombocite, ste verjetno bolni. Če imate nizke eritrocite, imate verjetno anemijo. Če imate zvišan CRP, pa lahko zdravnik ugotovi, ali gre pri vas za virus ali bakterijo. Do tukaj vse enostavno. No, poleg teh celic pa pri hematoloških preiskavah dobimo še cel kup enih kratic. To so MCV, MCH, MCHC, to so eritrocitne konstante, torej pomenijo, kakšne oblike so vaši eritrociti oziroma rdeče krvničke. No, te konstante so pomembne za ugotavljanje anemij. Visoke in nizke vrednosti pa lahko izkazujejo tudi kakšno bolezen. In MCV je povprečen volumen eritrocitah, zato ker pač volumne merimo v litrih in so eritrociti zelo majhne celice in je zato enota v femtolitrih. Majhni eritrociti pomenijo manj hemoglobina. MCH je pa povprečna masa hemoglobina v eritrocitu. To si lahko predstavljate, koliko kumaric lahko spravite v en kozarec. In nekateri eritrociti so zato manj polnjeni s hemoglobinom, nekateri bolj. In povprečna enota za to je MCH. Naslednja razpredelnica vsebuje preiskave iz biokemije. Sem spadajo jetra, ledvice, trebušna slinavka, krvni sladkor, železo in podobne preiskave. No, za te preiskave je večinoma treba biti tešč, izvidov pa ne dobite takoj. Spet ste na izvidu zdaj dobili neke črke, neke kratice. Kaj pa to pomeni? Če spremljate recimo zdravje svojih jeter, potem boste na izvidu našli kratice AST, ALT, GAMA-GT. Tem kraticam rečemo tudi hepatogram. Predstavljajo jetrne encime in pokažejo na zdravje vaših jeter. Nekako si želimo, da so vrednosti teh encimov nizke. Če vam zdravnik na primer naroči preiskave GAMA-GT pa CDT, potem veste, da preverja škodljivo rabo alkohola. In te preiskave so tudi čisto rutinske pri na primer poklicnih voznikih, opravljajo jih pa tudi na medicini dela. In tako pridemo na naše področje, in to je imunologijo. Sem sodijo preiskave ščitence, hormone, določanje protiteles in podobno. In če boste preverjali delovanje ščitence, boste na izvidu dobili neke vrednosti oziroma znake TSH, T3 pa T4. Kaj posamezni hormoni pomenijo, sva že razlagala. Če vaš zdravnik recimo sumi na slabše delovanje spolnih žlez, bo naročil preiskave kot so SHBG, ACTH, DHT, mogoče še DHEA in podobno, pa imamo spet en kup kratic. V osnovi gre za hormone, ki imajo kljub čudnim oznakam v telesu zelo pomembno vlogo. Pa tudi, če doma polulate palčko in hočete v laboratoriju preveriti, da ne laže, boste na izvidu dobili kratico HCG. Te tri črke pomenijo humani chorionski gonadotropin, ki je hormon nosečnosti in 100% potrjuje nosečnost. No, zdaj ste videli vse razpredeljence in kaj pomenijo stvari znotraj njih. Zdaj pa gremo naprej. Vedno boste na laboratorijskem izvidu poleg črk dobili tudi številke. In številke, ki pomenijo vaš rezultat posamezne preiskave in pa tudi številke, ki pomenijo referenčno, se pravi normalno vrednost
določenega analita. In nekatere referenčne vrednosti bodo zapisane kot interval, se pravi od do. Za primer vzemimo na primer, kar ni sladkor ali pa cukor. Na izvidu vidimo, da je rezultat 4,7, referenčne vrednosti za sladkor pa so od 3,5 do 6,1. In če primerjate vaš rezultat, se pravi 4,7 z temi referenčnimi vrednostmi, potem vidite, da ste znotraj meja, se pravi, vaš cukor je ok. Če pa vzamete, da je nek vaš rezultat 110, recimo za hemoglobin, referenčna meja pa je od 120 do 160, potem vidite, da ste pod mejo. To pomeni, da imate v danem trenutku premalo hemoglobina, kar lahko nakazuje tudi na kakšno anemijo. No, za določene analite pa referenčna vrednost ni interval, ampak meja pod ali nad določeno vrednostjo. Recimo pri vitaminu D, kjer je meja nad 75, kar pomeni, da vse, kar je v vašem rezultatu nad 75, pomeni dober rezultat, kadar pa imate številko pod to mejo, pomeni, da imate vitamina D premalo. Pri določenih preiskavah so številke na izvidu podane v deseticah, nekje v stoticah, naprimer trombociti, hemoglobin, določeni hormoni. Obstajajo pa tudi preiskave, kjer so vrednosti lahko tudi zelo majhne. Tako majhne, da bi rekli, da so zanemarljive. Lep primer tega je high sensitivity CRP. Če pa recimo merimo AMH in dobite rezultat 0,05, potem ta majhna vrednost pomeni tudi zelo majhne možnosti za zanositev. No, obstajajo pa tudi preiskave, kjer ne velja pravilo več je bolje, ker te previsoke vrednosti lahko pomenijo težave. Recimo, če imate kalprotektin 150, referenčna meja pa je manj od 70, to lahko pomeni, da imate najverjetneje neko črevesno vnetno bolezen. Zato je pomembno, da svoj rezultat preiskav, se pravi svojo številko, vedno primerjate le z referenčno vrednostno, se pravi vrednostjo, ki imate na izvidu, in potem pogledate, kje ste. Če ste nekje znotraj, se pravi na sredini, ste super. Če ste ven, v levo ali pa desno, je pa to lahko že razlog, da obiščete zdravnika. Pa še ena stvar. Nikoli med seboj ne primerjate dveh rezultatov, dveh številk torej, če niste merjenja opravili pod enakimi pogoji in v istem laboratoriju. Zakaj? Vsak laboratorij namreč lahko za merjenje uporablja svojo metodo, včasih pa tudi rezultate podajajo v drugačnih merskih enotah. Recimo, če pogledamo vitamin D. Nekateri laboratoriji imajo referenčno vrednost 30, mi pa imamo recimo 75. To zdaj ne pomeni, da imate v enem laboratoriju boljši vitamin D kot v drugem, ampak da morate pogledati tudi merske enote. Te najdete v 3. stolpcu. Zato vedno pri branju izvidov upoštevajte vašo vrednost glede na tiste na izvidu zapisane referenčne vrednosti. Še en tak primer je recimo ščitnica. Ob mojem zadnjem merjenju sem imela TSH tam nekaj nad 4. Ker imamo pri nas referenčne vrednosti do 4, je torej moj TSH bil povišan. To pomeni, da moja ščitnica deluje slabše. Če pa bi to vrednost primerjala z referenčnimi vrednostmi iz kakšnega drugega laboratorija, kjer imajo recimo mejo normale do 5, bi izgledalo, da je moj TSH normalen. Ampak ni, je povišan. Pika. Neposredno lahko primerjate dva izvida le, če ste merjenje opravili v enakih pogojih, naprimer obakrat zjutraj na tešče ob 9 in v istem laboratoriju, kjer so meritev obakrat opravili z isto metodo. Zato še enkrat, svoj laboratorijski izvid berete tako, da svoj številčni rezultat primerjate z normalnimi referenčnimi vrednostmi. Seveda pa bo zdravnik poleg vaše številke na rezultatu upošteval tudi vašo anamnezo in pa klinično sliko. Če mi je video všeč in boste zdaj lažje razumeli laboratorijske izvide, nama stisnite like. Seveda pa se naročite na kanal, če se še niste, zato da vas lahko naslednjič kaj novega naučilo. Mi dva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Čau. Don't hate me 'cause I get attention.